En Vitez živijo, dobrodošli nazaj v novih epizodah mojega projekta, kako upeljevati Vitez Energy vaje v vaš vsakdan. Z vami bom Mojca Ribič in danes imam zopet eno krasno idejo in sicer predelujemo, na kakšen način dvigujemo nekako stvari oziroma predmete ali karkoli pač že. Takole, jaz sem si izbrala kar en taburet in sicer bomo večkrat predelovali, kako v bistvu dvignemo škatlo ali katerokoli stvar, predmet in seveda predelujemo tudi, katere mišice aktiviramo za to. Okay. Tako da najprej se bomo spomnili naše vzravnane drže. Torej, nismo takole. Če gremo s tako hrbtenico dvigovati, definitivno dvigujemo s hrbtom oziroma s križem. Kar pa mislim, da vam je že jasno, da to ni najboljša ideja. Torej, dvigujemo z vzravnano držo. Če jo na hitro ponovimo, medenico nekako poravnaš oziroma ledveni del zadaj sprostiš. Torej, v sebi začutiš, da ni zategnjenosti. Majčkeno stisni tele prednje medenične in trebušne mišice in avtomatsko se medenica rahlo kot sprosti, malce se premakne, tako naprej, ampak ni nujno, je čisto odvisno, kakšen S imamo spodaj. Tisti, ki imamo večji S, gre bolj medenica naprej, tisti, ki imate manjši S, pa pač manj. Tako da dajte to večkrat sam začutiti, da res se sprosti ta zadnji del. Okay? Tako da samo stisneš in sprostiš zadnji del, prsni koš rahlo naprej in vrat podaš hrbtenice, brado spored naslon, pogled ravno naprej v višini oči. Torej, nekako, kot da nas nekdo vleče takole navzgor, ampak znotraj telesa. Ja? Ne zunaj telesa, ampak znotraj telesa. Rame damo dol, ampak znotraj se pa vlečemo navzgor. Okay? In seveda, če nekaj pobiraš iz tal, stopimo najprej širše od bokov, da imamo neko oporo, ker katere mišice bomo zdaj aktivirali? Najprej glavne mišice, katere pobirajo, so noge. Ja, noge. In seveda tudi roke in pa komplet, celoten trup, s tem, da je v bistvu vzravnan. Telo je vzravnano, ni na ta način, ampak se noge odprejo, krčimo seveda v smeri stopal, to že vemo, in seveda pokrčiš dol, greš v počep z vzravnano hrbtenico, to vam je kaj znana, naša miza, tako da greš dol z vzravnano medenico in nekako z nogami in rokami pobereš, seveda imaš tudi napete vse trebušne in hrbtne mišice. Torej, ni to tako, in že čutite v križu, ampak se usedeš in pobereš z nogami. A razumete, v čem je catch? Torej, če grem jaz s tem delom navzdol, mi trpi komplet hrbtenica, vreteni, kar pa ni ker jih dodatno bremenim z težo. Ja? Torej, če pa jaz aktiviram noge in roke, ki prevzameta
največ teže, seveda telo sodeluje z vsemi mišicami, kar jih premorete, je pa to nekaj popolnoma drugače. To pomeni, če greste navzdol z ravnim hrbtom in poberete, in potem, ko daste nazaj enako in z nogam zopet se dvignete navzgor. Že v prejšnjih epizodah si lahko greste pogledat, lahko pa, ko odložite, lahko potem naredite tole. Ampak brez obremenitve. Torej, samo zavleteno nazaj zlagaš hrbtenico in seveda gre glava zadnja na svoje mesto. Zdaj pa naši Vitas energisti veste, katera vaja je to. Upam. Jo bom pa vseeno pokazala. Torej, naša vaja, katera v bistvu bo 3 tele naše v bistvu pobiranja, je pa tale vaja, bom jo na hitro pokazala. Torej, mi jo delamo v širini bokov, torej stojimo v širini bokov, zravnani smo in gremo samo v našo mizo. Hop. In navzdol. Lahko to delate tudi širše od bokov, in greste zopet dol in nazaj gor. Tukaj vam dela komplet celotno telo, torej noge so tiste glavne, potem komplet trup in seveda tudi roke. Takole, evo, še ena ideja, na kakšen način pobiramo nekako težje stvari iz tal. Smo imeli že lažje stvari iz tal, to je bila ta varianta. Da zlagaš vreteno za vreteno nazaj, ampak to so lažje stvari. Če pa imamo težke stvari, pa je definitivno potrebno z nogami, rokami in komplet celotnim telesom dvigovati stvari. In seveda ne bremeniš vretenc. Torej, takole. Tako da tisti, ki ste že pogledali eno epizodo, kjer sem govorila, na kakšen način pobiramo stvari iz tal, tiste stvari so lažje stvari. Torej, se digne, pobereš in vreteno za vreteno greš nazaj. Če pa imaš težje stvari, pa definitivno pobiraš s celim telesom, v ospredju so pa noge. Tako, evo smo pri koncu. Jaz upam, da vam je bila ideja všeč, nekako poskušajte jo implementirati v vaš vsakdan, če ne druga, jo samo poskusite in boste videli razliko. Jaz vas fino fajn pozdravljam. Lepo se imejte, vadite tele ideje v vašem vsakdanu. Če vam je bila ideja vaja všeč, seveda ste dobrodošli v mojo gibalno Vitas Energy online skupino, kjer se lahko nekako prijavite ali na moji spletni strani ali na info@vitas.si. Drugače pa seveda vas vabim tudi na moj YouTube kanal, da se naročite, kjer imate veliko kratkih Vitas Energy vaj, katere lahko delate dnevno. Če pa želite malce več in malce bolj poglobljeno, bolj, bom rekla, tudi vodeno, potem pa seveda dobrodošli v mojo gibalno Vitas Energy online skupino. Imejte se fino fajn, skrbite za sebe, za svoje telo in seveda se oglasim kaj kmalu. Vita živa!